Borba v razredu, v katerem kraljuje Clio in ki je pri nas najbolj priljubljen, je še kako težka. Tu so še Polo, Corsa, Fiesta, sami težki konkurenti. In Hyundai se mora zato še toliko bolj potruditi, da ga kdo sploh pogleda. Kaj šele kupi? i20 ima to srečo, da izgleda simpatično in da ga kupci še vedno dojemajo kot poceni avtomobil, čeprav sploh ni dosti cenejši. V bistvu je ob vseh norih popustih danes dostikrat celo dražji in zato tudi mora ponuditi nekaj več. Napredek se pozna in moram biti že zelo natančen pri iskanju napak. Vse ne, da jih hočem najti, ampak mogoče vam bo pa kakšen podatek pomemben. Recimo malo me moti občutek na volanu, ki je pri Hyundaijih vedno takšen umeten, volan kar sam sili ves čas v sredino. Ampak to boste opazili samo vozniki, recimo Fieste, ki tukaj res kraljuje. Moti me tudi slaba zvočna izolacija, preveč se sliši luknje na cesti, veter okoli karoserije in ostalo, tukaj pa se moj seznam minusov verjetno kar konča. Da je i20 prenovljen, ne boste opazili takoj. Ima malo drugačno masko in lučke, tudi ledice, bolj je podoben ostalim modelom iz hiše. Sicer pa je to še vedno manj kot 4 metre dolg avtomobilček, ki ima mogoče malo ožjo in višjo kabino. Vidim, da je znotraj spet malo bolj kvalitetna plastika, čeprav je ceni primerno še vedno trda, sploh pa je tole vse skupaj zdaj lepše in še bolj pregledno. Modra osvetlitev je marsikomu že zastarela, najbolj pa me je navdušil tale zaslon, ki prikazuje res veliko informacij hkrati. Porabo, temperaturo, uro, tako kot mora biti, ne pa pri nekaterih avtomobilih, kjer moraš stiskati ne vem koliko gumbov, da najprej najdeš porabo, potem kilometre, potem temperaturo, pa spet hočeš nazaj k porabi in moraš spet pritiskati nove gumbe. Ko sem ravno pri porabi, poprečno imam na 100 km dobrih 6 litrov, kar je zelo v redu, kot sem pričakoval. Najbolj me je v bistvu pri tem i20 navdušila vožnja. Menjalnik je mehek kot putoček, čisto za ženske ročice. Še celo dokaj natančen je, čeprav bi mu šesta prestava še kako prav prišla na avtocesti, kjer je tale i20 precej glasen. Še bolj mi je všeč bencinski motorček. 1,2 litra ima in 62 kW, to je 85 konjev. Moči je dovolj za mestne vragolije, njegovi najboljši lastnosti pa sta odzivnost in veselje do vrtenja. Prav lepo se odziva na vaše želje. Nočem ga preveč ozko označiti, ampak i20 se mi zdi s svojimi voznimi lastnostmi in lahkotnostjo v prvi vrsti namenjen voznicam. Stane dobrih 11 000 evrov, že v osnovni opremi pa ima samodejno klimatsko napravo in ESP, ki ga mora imeti.